You know what really grinds my gears? Hey, those X-ray specs. Pozdravljeni v novi oddaji Pitkov Extreme. Živjo. Danes pa malo zmatran. Ja, vroče je. Veš, težko zaspati. Tako. Pa treba zjutraj vstati. Še zmer. Ja. Tako da Ja. bom imel jaz danes oddajo. No, pa povej ti tvojo oddajo. Enkrat si imel ti nekaj, Ja. danes bom imel pa jaz podobno. Okay. V stvarih, ki ti grejo na živce. Ja, Ne. se spomnim, ja. Pa sem pa jaz rekel, da bi isto naredil, sam sem ugotovil, da mi grejo vsi na živce z mano vred. Sem rekel, tistega pač ne bom točen to. Sem si pa pol, koliko 4-5 nekih, no, parih takih družbenih pravil, ki so, a so zapisane, pa sploh niso zapisane, ki se jih kar moraš držati. Pa v bistvu Pa se ne strinjam s tem, ne? Pa mi gre na živce mogoče, nekdo, ki je preveč ekstremen iz tem, boš videl, kaj s tem mislim. da vidim, Recimo, na prvem mestu obleka naredi človeka. Ok, ja. To mi gre na živce, kar res tako razmišlja, ne? Mislim, meni osebno je vsem, kako je en oblečen. Če v trenerk, če en pride, pa mislim. Naj pride, ja. Ali pa ne vem, kakšne ustanove. Po eni strani pravijo, da ni nek spoštovanje kažeš iz svoje obleke, ampak sej že tam, sej s tem spoštovanje pokažeš, ne? Če si že prišel. Ja. Tako da ne vem, zdaj, ali sem jaz tak kmet, ali pa Drugač si kmet, ali pa, drugač obleka naredi človek. Itak, ne. Tako da, se tako, ja, mi gre kar, bi šlo fejst na živce, če bi bilo treba se lepo obleti, zato, ker zdaj gremo pa ke. Ja. Da tam nisi iz kravato pa recimo, ne? Ja, mislim, meni to, če gre tako v ene ekstreme, ja, ampak določene stvari pa ja, ne vem. Kakšna punca lepo oblečena. A pa na poroko dobro boš šel v en, Ja, a ne? ja. Tako. Ampak tudi če pa recimo v kavbojkah šel na poroko, jaz ne vidim s tem benga problema. a ne? Ja, jaz No. tudi ne. Lih trenerka, Okay. ok, Trenerka ni, ampak to tudi tako meni tako že. spoštovanje do tizga. Recimo, ne, ker ga pa poznam. Ja. Ampak tako, hočeš obleke narediti človeka, da en če lepo oblečeš, še ne pomeni, da zdaj pa on boki batina, ne. To je pa res, tako to je da. pa res, ja. Se Ja. strinjam. Mrskašen, Tako. da se lepo obleče, ampak v glavi nima pa nič. Tako da to še zmer ne naredi človeka, Tako. ampak še zmer obleka naredi gnoj lahko v tem primeru. No, res je, tako. Gnoj oblečen ni še zmerni človek. Ja, pa še gnoj oblečen v neki lepega. Ja, je še vedno gnoj. Tako. Evo, to je lahko že misel. Pametna misel, ja. Dneva, do konca, bravo. Tako. Bravo, Gregor. Ja. Ok, druga je tista, ki se jaz strinjam z nekaterimi, ampak deloma, Ja. ne pa čisto, da je pa to pa res treba, zato ker pač je en tako rekel. Spoštuj starejše sam, si mora tudi starejši preslužiti moje spoštovanje, a ne? Zdaj, če je en žleht, ali pa če je tak, ja, sorry, Ja. čez 70, te pa pač jaz ne bom. To je res, to je spoštoval. definitivno. Tako da, jaz spoštuj starejše, ampak ko si to zaslužijo. Ja, tukaj se strinjam. Je zelo, mislim, še posebej, če si v taki službi, kot sem jaz, ki delaš z ljudmi, vidiš veliko različnih ljudi in zelo mrskašen, od mladih do starih, znajo ti živce potegniti iz glupostmi, nepomembnimi stvarmi ali pa iz takimi stvarmi, ki sploh nimajo pomena. Ne vem, da se ti nekdo začne pritoževati za ne vem, eno stvar, ki ti nimaš vpliva na to, pa ti začne po tebi skakati, lej, ne vem, zakaj pa je Samsung zdaj posodobil telefon. Ja, pač ga je posodobil, kaj naj ti jaz naredim? Mislim, pač, lahko ti pomagam, lahko ti pokažem, kako ti dam nazaj na tiste nastavitve, ker je to sem imel nedolgo nazaj tak primer. Aha, se zato je pa dokaj razbrali, hotel sem vprašati, kaj še po dober primer. Ja, drugače sem imel, a ne. In ja, kaj ne jaz tukaj naredim, če je pač Samsung dal posodobitev? Vse prav,
Samsung se hvali s tem, da ima to let posodobitev, ti se mi pa prideš tle kregat, da ti gre na živce. Jaz sem kupil telefon, ki je imel tak meni, pa tako ikonco, zdaj je pa nekaj drugega. Ja, pač je. On to ne ve, ne, tako da, ampak spoštovati može starejše, ne glede na to. Mislim, normalno se spoštuje starejše. Tako, mislim, okay. Definitivno pa, če je gospod ali pa gospa, ki ne ve ali pa kakorkoli, pa če pride z nekim spoštovanjem do mene, bom jaz vedno pokazal spoštovanje nazaj, zaradi tega, ker... energijo vrneš. Tako. Ok, naprej. Na živce mi gre to, da se zadev ulotijo ljudje, ki niso nikoli v praksi nekje bili. Recimo, ena je, da ima stranka vedno prav. To si izmislil en, ki nikoli ni se stranka imel nobene. Pač, to je nekdo, ki je sedel v pisarni in je rekel, lej, pač mi moramo zaslužiti full casha, stranka ima pač vedno prav zaradi tega, da bo stranka ostala. Ampak, vi če se pa jebite z njimi. Tako, to je zdaj tvoj problem, jaz sem problem lih kar rešil. To mi gre na živce. Je res, tudi meni. Gre na živce. Ja, nima vedno stranka prav, ker če si delaš z ljudmi, kot smo lih kar iz prejšnje teme ugotovili, pač nima stranka vedno prav. Res. Tako da Okay. se kar nadaljuje, vidiš. Zapravo, naslednji nami gre tisti ljudje na živce, ki recimo preveč dajo na eno stvar in vse okrog tiste stvari se more. Recimo, če nimaš iPhone-a, pač si avtomatsko, pač ti si kar nekaj. To so, Taki ljudje mi grejo na živce. Pa tukaj ni samo mogoče v telefonih. Recimo, tudi avto, pa. Tudi to, ampak tudi recimo, sem že za primer slišal, ker punca enega pač ni šmerglala, zato ker ni imel dosti visoke izobrazbe. Punca mi je najbolj mislila, da izobrazba je enako inteligenca. Pa je sama dokazala, da tako ni. Tako da, recimo taki ljudje mi grejo na živce, ko imajo neke standarde, ki so brezpomenski. Tako. To se strinjam, zaradi tega, ker tudi, ne vem, če gledaš, Bill Gates ima samo srednjo šolo narejeno. Vem. Pa ima dovolj denarja, pa to ne pomeni, da je fant naumen, ne? Ne vem, veš, zdaj, če samo rekel, ta človek ima samo srednjo šolo, bi bila stakmo, ne. Ok, Bill Gates je zdaj šel domov. Mislim, vem, da je šel na faks, sam ni ga pa nikoli zaključil. Ampak na vseh vrednih, ki se je začel z računalnik ukvarjati. Tako. Bi še kaj? Mislim, sem pa slišal, da je te z enemu, ki je hodil na faks, ki je bil najboljši, zdaj za njega dela. Vidiš. Tako da je zato, ker ima dobro izobrazbo. Pa se obrne. Naslednja stvar, ki ne gre na živce, so oni ljudje, ki te popredalčkajo. Ne vem, sam nek mnenje daš ali pa nekaj tacga. Pa si že tak človek. To sem lih delal sem lih en video, ki scrollaš po Facebooku, pa to. Pa ena ženska, koliko mi grejo na živce kolesarje, veš, in potem se tam neki čez kolesarje začne, da to so ljudje, ki so itak brez keša, ki nimajo nič, ki vse dajo za tist kolo in so itak regi. V tem primeru, Pač, da sam za uno flašo, da mu ni treba kupiti pol nobene pijače v trgovini, zato da pa da ne rab parkinga, kjer plača, zato da gre s kolesem, pa tako. Prav, zato kolesari so zato, ki so škrt. Pač, tudi če ima nekaj rekla, tudi če ima za 20 jurjev kolo, to je vse, kar je imel, je dal za uk. Se tako crka. Resno, je to trolala ali je to ne, to bi delovala, kada je zares. Mislim, upam, da je trolala, ampak ker po eni strani bi zastopil, da gre kolesarji na živce, ker me gre včasih tudi. Mislim, iz drugega razloga. Ne, se ona je šla res vem, tak zelo, razlog, ki ga sploh nikoli ne pogruntil, ampak Tako da taki ljudje, se pravi, ki popredalčkajo takoj, mi grejo na živce. In na zadnje, je pa mislim, da nekaj, kar se ti ne bo strinjal. No, da vidim. Mi grejo tisti ljudje na živce, ki te kar takoj tikat začnejo.
Okay. Zakaj da se... Tebe sem že na šihtu opazil. Živjo, kaj hočeš? Ja, mislim... To meni ne bi bilo všeč po pravici. V tem primeru sem pa res tak nek old school. Ne, a veš kako je? So stranke, ki so meni že osebno rekli, da jih ne smem vikati. Aha, ok. In pač so določeni ljudje, ki mi pač rečejo, da jih ne smem. Drugače pa jaz v osnovi ne tikam. Ne. Pa se pa upravičujem. Ne, mislim tako je. Jaz v osnovi... Sem ti že parkrat videl, pa sem ti že po moje rekel to. Ja, možno, ne vem. Ja. No. Mislim, lahko da, veš kako je. Mogoče, če dobim feeling, če je nekje moja letnika, pa da so mlajši od mene, ja, če so pa starejši, pa ne vem, če grem. Razen, če mi specifično reče, ker meni še kakšna stranka velika treče, pa ne me vika, da nehi, pa jaz, pač to mi tako podzavestno. Drugač pa dost podzavestno jaz vikam pa tikam, to pa res. Meni pa grejo, ko sem recimo, takrat, ko sem delal tam le v Ljubljani, vem, da so tikati me začeli, pa po telefonu, ko se sjavil. Ja. Pa te kar živijo, ti imaš te majico ali pa nek... Živijo, stari. Ja. Ne vem, ta stvar mi gre na živce. To so pa ene od stvari. Imel sem en list, že od prejšnjega tedna, da sem ga nekaj založil, ker sem imel ful več stvari gor. Aha. Pa se je bilo kar zanimivo. Je bilo, ja, tako. Sicer sem v začetku rekel, da sem nekih v njih družbenih norm držal, pa sem se pa dala prešaltal na neko subjektivno. Tako da, to bo to. Ker sva lih pri tem, jaz imam tudi lih eno stvar, kva mi gre zelo na živce. Pa upam, da ne bova predolga, ampak vsi te blogerji, vsi te ljudje, ki blogajo, ki imajo podcaste, ki imajo to, Slovenci, ki imajo milijon angleških besed v stavkih. Wow. Spomnil sem se par stvari iz unga lista, ki so tole rekel. Koliko meni to živce odzigne? Sploh kar ne moram poslušati takih ljudi. Nepravilna uporaba slovenščine. Ja, ki imaš ti tako, oh my god, mislim, sej, nek minimalen še toleriran, ampak da je vsaka tretja beseda v angleščini, meni živce odzigne. Pa mi ni problem angleških podcastov, nič z veseljem gledam, ampak slovenski z milijonimi angleškimi besedami, pač res, sploh ne moram poslušati, ne gledati, ne nič. Že to, da ima že čisto vsak en podcast, je malo hecno. Tako. A je to podcast, kar mi dva delava? A se je to kdaj vprašal? Ja, ne vem. To ni to, ker mi dva nisva kle eno uro, pa se v nekih temah pogovarjava. Tako. Mi dva eno temo tako malo bolj obdelava. In to je to, ja. Pa greš no pametno misel dava na koncu. Ampak, na živce mi gre. Ok, zdaj bova podcast rad. Ok. Na živce mi gre lih, če se ustavimo v teh podcastih, ne. Ful dober video sem videl, da se pravi ti, ki so podcasteri, so pa dva tuni, ki so bili eni cvekari v šol, pa niso lih blestel. Vabijo pa une, ki so bili piflarji, ne. In zdaj so v situaciji, ko piflar, ki nikoli ni bil popularen, in zdaj kar naenkrat popularen, ki je pa imel cveke, pa je mislil, da je ful brihten, zato ker mu nekaj razlaga. Tako da, to je problem podcastov, ne. To mi gre malo na živce. Drugač pa, to uporaba slovenščine. To je meni, tako, sploh, ker sem v šoli bil, veš, kaj mi so začeli, kar ne vem, iz angleščine očitno ni uporabljati. Jaz rabim iti na kosil, jaz rabim iti domov. Stvari, ko sem ga počet hotel, da lepo po slovensko povej, kako se reče, jaz moram, a pa hočem, a pa jaz rabim iti. Veš, koliko uporabljajo to? Fuck. Prav tisti, da ne omenjam pa dvojno. Saj se tudi jaz zdaj. Ja. Ampak, ne vem, slovenščina je toliko lepa zaradi te dvojine. Ja. Mi dve sva šle, mislim, nepravilno uporaba tudi dvojine, tudi to mi gre na živce. Mogoče ne toliko v pogovornom, kot Ja, se če s kakšnim primorcem govoriš, boš... Tisti je drugač. Ja.
Ti si Tam drugače. dvojne ni. Ja. Ampak to zastopaš, to je Ja. primorc. Tako, Ne. tako. Ja, tako. ampak vse eno. Ja. Ne bom šel še naprej v druge stvari, sem se nekaj stvari spomnil, ampak mogoče v druge, kakšne druge vdajo bo o Tako. tistih drugih zadevah. Uh, Tako da je, ja, nekaj stvari mi gre na živce, že malo Ja. star. ja, malo sva že stara in pol. Vse pogruntaš, ne? Jaz bi rekel, nek 10-15 let nazaj mi ni šlo toliko na živce stvari, kot kar gre danes. Ja, staramo Kva se. šele bo. Kva šele bo. Dobar, Ja, no, ja, kul. pa ste že pametno misel, pa že rekel, Ne vem, kva sem že rekel. Kva smo to prvo temo, se sem spomnil. obleka naredi človeka. Drek pa A še ja. z drekom še vedno nisem. Ja, tudi če imaš dobro obleko, če si gnoj, si še zmer gnoj. Tako, In to je pametna misel Okej, za ja. današnjo oddajo. tako, ja. Hvala za ogled, Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. adijo. Ajde, čau.